Gremo v živo čez 10 sekund. Dela. Urškec, kar počasi. Lep dober večer. Veseli mi trije, da ste tukaj. Praktično je izpolnjena Švicarija pod novimi pogoji. Energija je lepa. Knjige, o katerih se bomo pogovarjali, so zelo pomembne in tudi milo lepe. Tako da kar začnimo. Najprej naj predstavim Urško Lunder, ki je zdravnica po srcu, duši in telesu, za marsikaj, tudi pionirka paliativne medicine, ker ima vse papirje, študirala v tujini. Žiga Čamernik je pa tudi marsikaj, igralec, režiser in je tudi prostovoljec Slovenskega društva Hospic. Zato sedi tukaj z nami, ima izkušnjo kot spremljevalec in ima izkušnjo kot otrok očeta, ki je umrl v hospicu. A ne, Žiga? Nona. Vnuk. Ja, no, se opravičujem. Z nami je pa seveda nekdo, ki nam bo polepšal uvod v ta večer, ki je in slikar, in glasbenik, in igra violino, in mu je ime Rok Korenčan, in je predsednik štipendistov MOL, ki tukaj lepšajo naše večere. Tako da, dragi Rok, prosim za eno uvodno skladbo.
Hvala lepa, Rok Korenčan, kako lepo je poletel ta metulj iz gosenice, ki je ostala na tej zemlji. Naj predstavim še to prelepo sliko, ki jo je posebej za nas prinesel, pa ne na sliku, ljubi slikar Silvester Plotaj Sikoje, ki Siko imenovan, ki ima en tak čist poseben čut za ujet živo naravo in radost bivanja, o kateri se tisti, ki se zavedamo minljivosti in smrti, potopimo v to radost, o njej govorimo, jo pojemo in plešemo in igramo. Torej, bomo začeli najprej s knjigo Odprto srce, potem bomo pa predstavili knjigico Milo lepo Jasne Stošič, Jaz vem, ki ima super naslov za ta čas. Ker ti, če malce opazujete, veste in vemo, da smo v dobi, ko vsi vemo. Eni vejo to, da je to, ne, to je nujno tako, jaz vem, drug pa jaz pa vem, da je to tako, skratka, to je zelo nevaren stavek, boste videli zakaj. Zdaj pa, draga Urška, da se posvetimo tebi in prvo vprašanje, ki ga jaz velikokrat doživim, ti pa tudi najbrž, ne Žiga, ja pa kako moraš spremljati umirajoče, pa zraven biti tako dobre vole, pa a ni to nekaj morbidnega. Zdaj pa ti povej, zakaj si ti posvetila vrsto let svojega življenja temu spremljanju in napisala svoje pričevanje na milo lep način in s čem je tebe hranilo spremljanje umirajočih? Tole deluje? Ja. Prav lep pozdrav in hvala za tole otvoritveno vprašanje, ki najbrž udari žebljico na glavico. Pa si tudi predstavljam, da tukaj ste sami že pripadni takšnim dejanjem okrog spremljanja umiranja ali pa raziskovanja v tej smeri. In ne bom povedala nič novega, ampak je fino slišati iz raznih strani, da vsekakor, kadarkoli sem v bližini smrti z nekom, ki umira, z nekom, ki je na pragu tega ali bo hudo trpel ali pa se bo prepustil, mogoče temu lahko tudi rečemo, da bo spustil tista vesla v čovnu v življenju, kot stalno skušamo veslati proti toku, ko bi nekaj radi po svoje uredili po svojih potrebah, umirajoči se končno popolnoma prepustijo in sprejemajo vse. In to je ena taka lepota, taka milost, da napolni prostor in vsi, ki smo priča, je to ena sama velika nagrada za nas. Tudi trenutek, ko pride do smrti, vsi vi, ki ste to že doživljali, veste, da je lahko ali res hudo trpeč, če ni poskrbljeno še za tisto, kar se da lajšati in urediti, po drugi strani se pa lahko zgodi eno res veliko slavje življenja, čeprav nekdo odide. Slavje življenja v tem smislu, da se zaveš v tem trenutku neke menljivosti, nekoga, ki je odšel, tudi ob enem radosti, čeprav je izguba, tudi če je to tvoj bližnji, lahko ob enem jokaš in ob enem ti je zelo dobro, navdihujoče za tvoje življenje, za vredno življenje, spoznati na novo, kot da stopiš na neko drugo bazo, na neko drugo raven, kako gledaš svoje življenje. In ja, tu je vir globina življenja, vsekakor. In tam je radost. Hvala, Urška. To je bil uvod v večer, ki ga posvečamo Josipu Ostiju, ki si ga spoznala prav tako, da si spremljala umirajočo njegovo soprogo in on je tebe opazoval in te je gledal in je napisal en haiku, ki je mene zelo presunil. Poslušaj, Žiga, kako je lep. Iz tvojih rok je tudi prazen kozarec prepoln ljubezni. In
to se mi zdi, da lahko prazen kozarec polni z ljubeznijo samo tako bitje, kot si ti, ki si tukaj v tej lepi knjigi napisala, da je v usihajočem telesu rastoča duša. Duša, ki se odpira kot cvet v ljubeče bitje lepote, ki sprejema življenje tako, kot je. Kje bi lahko želela biti bolj navzoča kot ob tem razcvetanju? Torej, mahamo Josipu Osliju, velikemu pesniku, mirovniku, aktivistu, atletu, človeku, ki je statistiko pretekel in premagal za 7 let približno, a ne, svojo boleznijo, tako da na nek način je z nami. Hvala lepa, Urška, da si v tej knjigi objavljala tudi vajno korespondenco, v kateri se razpoznava, kako se duša približuje duši, kako se dotikajo naše skrite tančice ljubezni, ki jih prepoznamo najlepše in najbolje morda prav ob smrti. Žiga, kako si pa ti se odločal in odločil, da spremljaš umirajoče in postaneš aktiven član Slovenskega društva Hospic, ne samo kot spremljajoči, ampak še naš inštruktor je, veste, nas uči. Marsikaj, ker je imenitni igralec. Kaj je pa tebe nagovorilo? Najprej, Manca, hvala lepa za vabilo, za to zaupanje, da sem lahko tvoj gost. Čutim se hvaleženega. Niti se nisem zavedal, dokler nisem sem gor stopil iskreno. Ker je res privilegij govoriti o teh temah in seveda jaz jo jemljem tudi kot neke vrste kar dosti veliko odgovornost, zato priznam, da imam majčkeno večjo tremo, kot kar včeraj na odru. No. Je fajn nasloviti zadevo, ne, da se je razbremeniš, to tudi poznamo. Strah me je in te takoj manj, a ne? In te takoj manj, ker si rekel in pol tudi upaš, da te ljudje razumejo, ko to poslušajo. Ja, najbolj, da kar takoj se posvetim odgovoru na tvoje vprašanje. Zakaj prostovoljsko društvo oziroma kakšne vrste izkušnja me je nagovorila? Ja, to je bila izkušnja umiranja moje babice None, ki je bila z hrvaškega Primorja, živela je v Kamniku z svojim možem, ki je umrl leta 1995, se pravi 18 let pred njo. Takrat še ni bilo nobenega hospica na vidiku, niti nisem vedel, kaj to je. 2013 je pa moja mama, se pravi njena hči, uredila pač njene zadnje dneve v hiši Ljub Hospic v Ljubljani in naključje je hotelo, da je bila tam natanko 1 mesec. In ona je skozi poudarjala, koliko je srečna tam. Ne? Ona je vedela nekje, čutili smo in tudi sama je vedela, da odhaja, da umira, čeprav zanimivo, nikoli nismo o tem govorili. Ne? To je bil nek rak, najbrž se je začel na črevesju, pa po celem telesu, ker praksa teh delavcev v hospicu je, da medicinske sestre hodijo pač po Sloveniji, preverjati stanje pacientov in one pač odločijo v tem smislu, kdo je pripravljen, da gre v ta zadnji dom, ki se mu reče hospic, ki ni pač klasičen dom za ostarele, ker je v tem kontekstu samo plus, glede na vso skrb pa nego, ki je tam deležen. Tako da dosti hitro smo se to zmenili. Spomnim se že, kako je šla ona težko po stopnicah dol in moja mama je ves čas jokala. Jaz sem držal Nono, ker to je bilo tisto zadnje slovo. Vedeli se, sosedje so stali pred vrati, tudi jokali. In pol celo vožnjo je v bistvu ona je vozila, hotela je ona voziti in je jokala, jaz sem pa nekako odzad sedel pa tako božal Nono, ker to je bil en tak moment. In pol smo na vozičku noter in pa je bila 1 mesec noter. In ona je rekla, skozi je govorila, jaz se počutim kot angleška kraljica tle. Tak tretma je tukaj. Imela je eno enostavno sobo s pogledom na eno drevo, malo zelenja okoli in je rekla, to je moja televizija. Prej pa gledala španske nadaljevanke vedno, vsak dan. In je to nadomestila pol s tem in ona je rekla, meni je to dovolj. In je počasi
pač hirali, ali kako naj temu rečem. Tudi tako je bilo, treba je bilo urediti, veste, na koncu je zelo, se kar neka družinska dinamika vzpostavi, ki je sicer nismo vajeni v vsakdanjem življenju, ki imamo nešteto drugih problemov, ne, in pol vse tisto ven pride, kar je ponavadi potlačeno, zamolčano, in so se pokazali neki nesporazumi tudi med mano pa mamo in pol se je izkazali, da je veliko bolje, da hodva posebej k njej, ker sva skupaj vnašala nemir, zato ker med nama ni bilo razčiščeno in je tudi Nona jasno to takoj čutila in pol sva vznemirjala tudi njo in sva rabila en čas, da ugotoviva, ja, ti posebej, jaz posebej in pol smo bili vsi zadovoljni, ne. Tako da pol tudi njen zadnji dan, oziroma jaz sem imel kar ves čas nekako fiks idejo, da bom prisoten, a ne, ob ne vem zakaj, neko posebno vest sva imela, ne. Tudi veliko bolj nežna je bila do mene, kot do mame, to zdaj, če pomislim, bi bila mami mogoče kar malo ljubosumna, mi to težko za hči, ne. Jaz takrat, če nisem tako razmišljal široko kot danes, ne, in pol sem se nekako mami umaknil, da ona opravi to zadnje dejanje. In vem, da sem imel zelo slabo vest najprej, ko je bil nek filmski festival v Portorožu in jaz sem rekel, Madonna, se je vprašanje ur mogoče, ne samo dni, kako ne grem jaz kar tja. Pa me je direktorca hospice rekla, veš, Žiga, kar pejt. Je rekla, veš, včasih lažje odidejo, če nas ni zraven. In to mi je ostalo. Sem rekel, Madonna, a res, a jih mi zadržujemo tle, ne, ljudi, kjer jih čas je napočil, ne. In tako sem se spet nekaj novega naučil. Tako da dejansko sem šel in pol naslednji dan je odšla. Sem dobil klic, tam sem z družbo prižgal svečko v cerkvi, naredili smo nek tak obred, ne, večerjo in to je bilo to. Mami poskrbela, ni bila čisto zraven, ampak na poti tja, ne, tako. Povedali ste si vse, kar ste si imeli za povedati, ker je ostalo več kot med nama, ne, in pol sem jaz takoj rekel, zdaj pa hospica, ne, naslednji korak. In sem takoj naletel na zaprta vrata, bom rekel, ne, v smislu, čakajte malo, gospod Čamrnik, ne, kam pa vi hitite? Dajte se malo vzeti časa za žalovanje, ne? Kako čakajte se, jaz sem vendarle usposobljen, jaz tudi delam z igralci, delam z raznimi javnostmi, jih učim nastopati, jih učim zbranosti, razliko med egom in zavestjo in take zadeve, sem vendarle pripravljen, ne? Sem bil kar malo užaljen. No pa mine par mesecev, sem pa rekel, mogoče je bilo pa res modro, da nisem takoj skočil v vodo, ne? Ker pol me je kar malo minila, veste, ne? In pol je trajalo par let, da sem se spet odločil pa v pogumu, a ne. Tako da sem videl, da ja, to je treba resno vzeti, žalovanje. Proces žalovanja je vsaj toliko pomemben, kot proces odhajanja, ne. Zato se v hospicu tudi ukvarjamo veliko žalujočimi ljudmi, ne, ker to je tudi tabu tema, ne. Par mesecev pa moraš biti pa kar dober, ja, pa ni tako v resnici, ne. Imamo pravico do žalovanja, moramo se vzeti prostor, to nam pripada, a ne, da lahko funkcioniramo normalno v tej družbi, karkoli že to pač pomeni za človeka. Tako da je par let minilo, no pa sem pa naletel na drug hospic, to je pa Slovensko društvo hospic, ki imamo dva v Sloveniji, Ljub hospic je hiša, neko delo na terenu, tle pa izključno delo na terenu, jaz takrat niti nisem vedel, da sta to dve. In sem imel sestanek z direktorco Renato Roban, Andrejo Cilenšek, ki je vodja prostovoljcev, in sem takoj povedal, kaj jaz lahko ponudim njim v zameno za to, ker sem tam naučil in so kar takoj sprejeli, ja, imejmo en vikend, tudi boš z našimi prostovoljci delal razne vaje, no in to delovanje traja še do danes, ne. Tako da jaz nekaj dam. Umirujoče tudi spremljaš? Tudi, no, zdaj imam terminalnega bolnika, ker nima hospic program samo za izključno ljudi v terminalni fazi, ampak tudi pa za kronične bolnike težke z specifičnimi oteženimi družinskimi okoliščinami. Tako da je to zdaj že leto pa pol, ne. Ja. In kako ti je pri duši, ko si z njim? Toplo, prijatelja sva. No, kako je to lepo slišati. Prijatelja sva, probam mu dati mir, oziroma probam, kaj je zanimivo, ne, jaz sem precej kompulziven človek, mentalen, ne veliko razmišljam, veliko praznega teka. Zato mi najprej že igra pomagala, ker, veste, preden greš na oder, se moraš umiriti, moraš dati prednost zavesti pred egom, drugače ne moraš postati drug lik oziroma lik s svojo lastno življenjsko izkušnjo, ne. Se pravi, oder me pomiri a priori, ker ga jemljem kot odgovornost, pa seveda biti ob umirajočem oziroma ob nekdo, ki rabi pomoč, ker rabaš biti gola prisotnost in je spet zavest v funkciji, ne. Tako da tvoj ego se mora znati umakniti, ne. Tako, kot bomo danes, verjamem, skozi knjige, skozi ta pogovor, še veliko se dotikali tega. Hvala lepa. Urška, je že vprašanje zate. Pravi Žiga, ego se mora umakniti, da je zelo mentalen in večina ljudi je danes v glavi, da preprosto rečemo. Tvoja knjiga pa nima po naključju
naslov Odprto srce. Kajti ti nas v tej knjigi učiš, kako pomembno je iz glave prideti v srce. In prav spremljanje umirajočih je ena najpomembnejših lekcij, ki jih lahko dobimo, da vidimo na lastne oči, kaj pomeni ne biti v glavi, kaj pomeni biti brez mask, brez identitet, ker umirajoči vsega tega več nima. Tako da, če še kaj poveš o tem spuščanju v srce in kako odpirati srce. Prelepa stvar. Meni to leži, da ni treba biti nekdo, ki me nekdo že pričakuje po izobrazbi ali pa po, ne vem, razredu, da sem zdravnica. Mi zelo leži, da sem lahko slečena teh identitet in da sem lahko z nekom, tako kot se prilega k njemu, se tudi meni zdi, da jaz lahko pristopam zraven. V medicini pa ni tako klinična praksa, ne? Imamo zelo določene, bom rekla, vloge pa protokole pa to. Ja, kaj narediš pri teh in teh znakih, se zrola takoj akcija, kateri koraki so potrebni, ne? In si ves čas v glavi, si ves čas detektiv, da boš zaznal, kaj tukaj je treba, in potem, ko spelješ protokol naprej, ne, kakor je naprimer bolezen potrebno obravnavati, gre za bolezen, ne za človeka, se nekako dozdeva, da si cel čas samo pri ekranu, pri izvidih, pri slikah, nekoliko me vprašaš malo bolnika, kako okrog tega mogoče sam kakšen simptom pove, kaj več pa že ne. No, in da bi tukaj medicina znala v tem zadnjem obdobju iti bolj na potrebo človeka, je pa treba odpreti srce, a ne videti celoto. Celoto pa ne, da bi se to učil v šoli, kako pa zdaj celoto pogledaš, pa spet prvič, drugič, tretjič nek novi protokol. To je pač nekaj, kar verjetno moraš najprej tudi sam s sabo napraviti. Da moraš torej sebe v celoti drugače dojemati, vedeti o sebi od tu do tu, nič biti odtujen od nečesa, kar mogoče nimaš rad, kar ni čist v redu ali simetričen ali ne deluje ali karkoli. Da ti postane čisto vsaka tvoja posebnost, ki je mogoče znana kot hiba, lahko, ne, nekje označena, kot neka simpatičnost, nekaj, kar ti imaš, nekaj, kar si, kar je življenje tvoje, kar je tvoj odtis, kakor ti tudi poveš v Gubah, ne. Mi je tako všeč, da sem napisala v to knjigo, da je to tvoj izkaz, koliko izkušenj, koliko peripetije že moralo biti, da smo vse to, kar smo, ne. No, in pri odprtem srcu pomeni, da prideš torej gov. Ene take lepe sličice so tudi, ko šolajo prostovoljce, tudi sama sem najprej delovala v hospicu in smo pripravljali izobraževanje za prostovoljce. In je tako, da v resnici sedeš v isti višini z bolnikom, gov si v tem smislu, da nimaš identitete. Uniforma nas strašno določa in dela avtoriteto, dela tudi obrambo, dela tudi nek ščit, razdaljo. No, ampak da sedeš s svojim odnosom, čeprav si morda v halji, odprto tako, da si pripravljen kot prazen list. In to je tisto odprto srce in da potem nimaš nobene sodbe, ko opaziš eno, drugo, tretje, četrto posebnost pri človeku, da bi predsodke že nanizal, cok, jaz že vem. Ne, ničesar ne vem. Vsako stvar moram vprašati, na novo slišati. To se mi zdi odprto srce, da raziskuješ, kdo je tukaj, kako je z njim, kje, me zanima in ga imam srčno rada. Vsakega človeka. Mislim, da je tudi to bistveno, da nas najbrž človek vsak zanima, tudi če se je nekdo spotaknil na cesti, joj, kako mu je, komu gremo, jaz kaj pomagam, ali pa karkoli takega, ko se zgodi, mimogrede v življenju, ne samo z umirajočimi, ne, da vadimo ves čas imeti radi ljudi. To je tisto, kar je nekako osnova, da potem odpreš srce tudi v trpljenje, tudi z nekom, ki mogoče nas bo peljal v naše lastno trpljenje, v naše lastne stiske, da zdržimo en mir, da smo še vedno prazen list, da naredimo od svojih težav nek odmik, ne? In da smo na voljo, ker
Samo zato smo najbrž na svetu, da bi življenje polno spoznavali. In kje ga lahko najbolj spoznavamo? Seveda v naravi, še bolj pa je seveda polno ali pa veliko med ljudmi. Ljudmi, ker če smo to najbolj razvita bitja, je tukaj največ za doživeti, imeti v odnosih res polno življenje. In zdi se mi, da tako krasno, ne omedeževano graditi odnos z nekom, ki je vse spustil, skoraj ni mogoče, ki je drugje. Elizabeth Kubler-Ross, tista pionirka, ki je začela take pogovore z umirajočimi in to v več knjigah tudi zelo dobro zapisala, je povedala, da je srečala 3 skupine ljudi, ki so tako spustili vse. To so čist majhni otroci, najprej je bila pediatrinja, ko so res popolnoma odkriti z nami in še nimajo čist nobenih zadreg v ničemer, niti sodb, vse vzamejo za krasno, za resnično. Potem so druga skupina, ki je začela delati v psihiatriji, določene skupine psihiatričnih bolnikov so tako odpadle vse identitete od njih in potem na koncu, ki se je potem seveda najbolj našla pri umirajočih. Pri teh je prav tako spet rekla, da je to doživela in da tukaj se človek lahko počuti tudi sam zelo odprt, zelo gol, nisi ogrožen. Tukaj sta dva v enakem odprtem. Drugače se bojimo odpreti srce, ne? Hvala lepa, Urška. Ste zdaj slišali, zakaj je nekaj tako lepega sedeti ob umirajočem in tako, kot si ti rekel, Žiga, samo biti. Samo biti ob njem in z njim, ampak ego mora biti pa v hlepaju, a ne? Če ne, se ta nervoza prepozna in jaz vem, ko sem bila v Ljub hospicu, se mi je mogoče v nekaj letih zgodil 2-krat, 3-krat, da sem imela kakšno stisko doma, dementna mama pa to, in sem sedela ob umirajočem in na lepem sem pomislila na to stisko in potem sem se opravičila, pobožala človeka in šla povedati dežurni, da danes nisem prava in da nimam pravice spremljati umirajočega, ker me je preveč mene in moje lastne skrbi. In tako sem se v hospicu zelo veliko naučila, pravzaprav največ. Me je naučila prav smrt. Dragi Žiga, ti si en radoveden človek, zato si tudi igralec, da vstopaš v vse te like, pa me zanima, tle sem si prav izrezala misel ljubega esejista Michela Montaigna, ki pravi: kdor bo naučil ljudi umirati, jih bo naučil živeti. A ti dodaš temu še kaj, prosim? Ja, mislim, nekako, ko človek to sliši, čisto logično zveni, ne? Nam tlele, ja. Ja, mislim, tako kot, ja, seveda, ne, ampak zdaj, kaj zdaj s tem narediti, ne, kako pa to aplicirati v prakso, ne? Ker smrt ni nekaj, o čemer bi radi govorili, ne? Veste, smrt je nekaj, ki je velik tabu, ne? In družba vedno v zadregi smo, kva reči, in vedno pol rečemo, da ne mi s temi morbidnimi temami. To je splošna praksa, ne? Zato ker tudi v knjigi od Urške super piše ravno te stvari, kako umiranje odlagamo, da ne živimo tako, da tudi tisti, ki opazujemo umiranje okoli sebe, je zelo zanimivo, da nimamo zavesti o tem, da bomo pa tudi sami enkrat umrli. Ne? To je nekaj nepredstavljivega človeku. Ne? Aha, vsi drugi bojo, ja, sam jaz ne bom. Ne? In ko začneš o tem razmišljati, se ne veš, mislim, ni konca. Ne? To je nekaj toliko abstraktnega, ne? Pa hkrati zelo konkretnega, takrat, ko se zgodi. Ampak duša pa ve, duša. Zato pol človek postane nemir, ne? Duša vse ve. Duša vse ve. Duša vse ve, se imamo zapis, ne? Ja, in duša prav ve, da je Bog malo kot metulj zapustila, zato sem z metuljčki, ne? To telo. In umirajoči nam lahko malo zmanjšajo ta strah, a se ti ne zdi, Žiga? Definitivno. Jaz tudi mislim,
Zdaj sem se nasmehnil, ko si povedala to zgodbo, to svojo izkušnjo, ko nisi bila prava tisti dan, ne? Ampak po drugi strani mi pa meni šlo čez glavo, pač umirajoči ljudje so praviloma zelo, zelo prizanesljivi, a ni tako. Oni sproti oproščajo, oni so že toliko, rečemo temu, to, kar mi pojmujemo drug svet, ker oni so toliko bližji temu, so res čisto ezoterični, ne? Jaz, ki sem gledal, mislim, v bistvu ena sama milina, postaneš otrok, a ne? Seveda včasih največji problem je, mislim, dostikrat svojcem je to najtežje sprejeti in sedi zraven nervozno in a bi še kaj? Pa je dovolj, da se človek, a še kaj naredim? Pa se vznemirja. A boš mal popil, a ti lahko dam še kaj za jesti? Misleč, da delaš dobro, v bistvu pa vznemirjaš, ne? Vznemirjaš, samo bodi. In on bo tako vesel, če ga samo gledal ali pa držal za roko. In pol se izkaže, da najbolj enostavne stvari, ne? Ali pa če mu boš bral. Ja, to imam jaz dobre izkušnje. Ali pa nekateri prosijo, a bi lahko molili, bova skupaj molila. In jaz pravim, jaz za Marija znam eno molitev, ampak bom z vami. Prav čutijo potrebo, da bi z nekom molili, a ne? In te želje je treba vse uresničiti, ne? Zato, da se vzpostavi ta občutek bližine, povezanosti, skupnosti, a ne? Da nisem sam, kot umiram, jaz nisem sam. Tukaj je nekdo z menoj, ne? In nekdo absolutna, transcendentalna dimenzija je pa sploh prisotna. In ta nas to mirnostjo in ljubeznijo najbrž tudi polni v tistih trenutkih, ne? Sej, ker vidimo, kdo umre, ker bi en šajn, ena aura, ena svetloba se pojavlja, se ti ne zdi, Urška? No, povej mal. Ne vem, če še kdo videl, en čudež je bil včeraj v Celju, v čaki megli ali pa v nizkem oblaku dežja, pa se je na enem hribu tako nad Savinjo zgodilo, z mamo sva to potem debatirali, kaj bi to bilo. Silna svetloba, samo na nekem robu, pa kar neka oblika posebna. No, in to je potem se zazdelo meni podobno, kar tudi v budizmu sprašujejo, kadar kakšno takšno bitje, ki je zelo razsvetljeno, umre, se zgodi prav nova svetloba v tistem času. In smo se spraševali, ko bi vedeli, mogoče je kdo umrl takšen, ki je nam pustil dodatno luč, ne? Nekaj se zdi, da se vendar tudi uspemo več pogovarjati tudi o tem, kar ni materialno dokazljivo. Čeprav vemo, da marsikaj priznavamo, čeprav ne vidimo, naprimer, da dihamo zrak tukaj, da so virusi, pa čeprav jih zdaj ne vidimo, vse se vseeno že nekako spopadamo tudi s tem, da nekaj takega, kar ne zaznavamo z običajnimi čuti, tudi še je, ne? Je, ne? No, je. In zato sem rekla, da bo to večer upanja in svetlobe, ker to je. Nekako čutimo vsi, ki najbrž delamo s bolnimi v tem času, da to ni konec, ne? Da to v resnici postaja nadaljevanka življenja. In kar se ločuje življenje in smrt, se po mojem zelo umetno deli, kot se marsikaj v naši družbi umetno deli, kjer sploh ni treba. In je vsak vdih, mogoče življenje in je izdih, lahko tudi smrt, ker ne vemo, če bo naslednji dih. Na nek način se celo življenje pretakata, življenje in smrt. In to ni res, da traja nekaj in potem drugo, a ne? Če dovolite, vam bom hitro pokazala vajno darilo, ki sta ga dala prijazna donatorja, založba Kjara, Življenje, smrt, življenje. To je izjemno pomembna knjiga, ki govori ravno o tem pretakanju. In potem gre naprej. Življenje, smrt, to je neskončen krog, ni nečesa konec pa pika. Ne? Imenitna knjiga
In druga knjiga, ki ste jo dobila, tudi izjemna, jo podarja pa založnik Are, je pa Kathy Butler napisala Lepo umiranje. Praktični vodnik za lep zaključek življenja. To je pa tako praktična knjiga in tako uporabna in tako je lepo napisano vsa navodila, kako se pogovarjamo z zdravnikom, kako se pomirimo, kaj imamo še narediti, preden gremo, kaj imamo za urediti. Skratka, super priročnik, toplo priporočam. Torej, zdaj sem predstavila knjige, ki nam res pomagajo pri tem zaključevanju zemeljskega življenja, ki se pa ne konča. In ljubezen je močnejša kakor smrt. In naj z vami podelim svoj dogodek, ki se je zgodil predvčerajšnjem. Umrla je zelo dobra moja prijateljica. In ko me je prijatelj klical po telefonu, ga že dolgo nisem slišala, je rekel: Manca, jaz sem tako ležala na posli, Manca, kaj pa je novega, kaj se je pa zgodilo? Sem rekla: veš kaj, umrla je Nataša. Kaj? Nataša je umrla, je rekel. In na lepem se je samodejno prižgal CD-player, 3 metre stran, ki ga moram jaz pritisniti, igraj, pa pa moram še pritisniti na CD, da igra, ker imaš še kasete, pa še ne vem kaj. In je začela igrati tista moja lepa plošča in je rekel: daj, vstan, pa daj mi telefon zraven, da slišim, če je to res. Jaz sem rekla: lej, igra. In ona se je skozi ukvarjala z glasbo, ne, in je čisto jasno. In če je bil pogreb in jaz pač taka, kot sem, nisem najbolj primerna za hoditi daleč in tako, in sem naredila obred doma. In ta CD-player je star in eno ploščo odvrti CD, potem se ugasne in pol ti moraš še enkrat pritisniti play, pa še enkrat pritisniti tisto ploščo, da se začne vrteti. Poslušajte, včeraj, ko se je začel pogreb in sem prižgala svečko in sem pobožala rožo, ki mi jo je poklonila, ker je vedela njena duša, da bo odšla, sem prižgala CD-player in se ni več ugasnil. In potem moja mlajša hči prišla gledati, da to pa ona ne more verjeti, in je sedela zraven in je videla, da se je odvrtel CD. No, je pričakovala, da se bo ugasnilo, kot ponavadi. Ja, pa se ni. In je cel dan in cel večer, dokler jaz nisem šla spat in sem pritisnila ugasn, igrala božanska glasba. No, zdaj pa rečete, kar hočete. Skratka, duše, ki odhajajo, nam pošiljajo neka znamenja, a ne? In Nataša se je zbrala najbolj imenitno, ker je oboževalka glasbe in zdaj sam čakam, kaj se bo še spomnila. Tako da ta ločnica med mrtvimi in živimi je predvsem v naših glavah, v naših konceptih in v naši kulturi. Ni v vseh kulturah tako. Imaš ti kakšne take izkušnje, da te je kaj takole? O ja, veliko. Veliko, ampak dobro, zdaj prav zgodba, ampak to je zdaj, pomislim na uno, kako bo rekel, eno posebne vrste, poseben tip prisotnosti, takoj, ko oseba, pa sploh nam draga oseba, nam ljuba oseba umre. In kako tisti trenutki potem, pa ne samo trenutki, dnevi, včasih celo tedni, so polni njene prisotnosti. Jaz mislim, da vsi v tem prostoru imamo tako izkušnjo, sem prepričan, ne? Seveda tudi skozi debate s svojci, s prijatelji in tako naprej ta oseba živi, je tudi to izročilo zelo živo, ampak hkrati je pa še nekaj v zraku. Ne? Kada je pravzaprav tisti trenutek, ko je umrla, najbolj živa. Ne vem, ni to en tak paradoks. To je kar boleče, ne? Jaz imam zdaj to svežo izkušnjo, prav z Josipom. In
odšel je 26. junija, pa se mi zdi, da sem vsakič, ko sem prehajala v to maj iz službe, pa potem, ko sem pri sebi doma zalila, vzela pošto in spet bivala tam, da sem bila bolj prisotna, da sem več neprestano v dialogu živela z raziskovanjem, kaj si še, kot da bi hotela še ga imeti na povezavi, kot da bi to še trajalo, kot da sem hotela potegniti še kar se da. V tem smislu se mi je zdelo, da sem odkrila polno novih prvin o njem, ker sem toliko globoko razmišljala, ali to globoko bivala, ali to globoko čutila, ne? V srcu, v srce si ga položila in objela. Tako, ker včasih, ko si z nekom, pa kuhaš, pa delaš, pa greš to narediti, pa čeprav je prisoten, sva skupaj, ampak se mu ne posvečam toliko zelo, kot sem se tiste tedne, neverjetno. Se to. In pol včasih se mi zdi, da človek nehote kar obžaluje, zakaj ta dialog ni mogel biti to kvaliteten prej, dokler je bila oseba živa, ne? Ampak po mojem, no, mislim, to je zdaj moje neko, ne vem, mnenje. Kaj je tvoj odgovor? Jaz bi rekel, da mogoče niti ni namen je, da se učimo in da iz tega, ko gre, da damo, mislim, tist čas, za nekoga je krajši, za nekoga je daljši, a veste, vse za enek so bili zelo navezen, ta dialog traja do smrti, tudi njihove, ne? In jaz mislim, da s tem ni nič narobe, jaz mislim, da niti približno se tega ni potrebno sramvati, ali pa eni kar reče, joj, saj sem nor, a govorim z njim, ali se kar sam s sabo pogovarjam, jaz bi rekel, na koncu je vse en. Saj človek ima tudi neizmerno možnost imaginacije. Kdo pa pravi, da mi nismo kreirali Boga, veste, ne? Kdo pravi, da mi nismo svojo imaginacijo, mi rabimo, da Bog je in to je dovolj za človeka, ne? In ni važno, je notri, je zunaj, mogoče je to eno in isto, mogoče smrt oboje združi, ne vem, zdaj sam mačka na glas razmišljam, ne? Tako, ker bi rad razmišljal o smrti, kot je danes tudi se ponuja, ne? Nekaj inspirativnega, ne? Zakaj bi to na vsak način mogel biti nek tragičen konec, ne? Osebno mi ni to najbolj blizu, no? V naši kulturi je to, recimo Indijci plešejo, pojejo in so oblečeni v belo, ne? In pri njih johajo, ker se rodi v to življenje duša, ne? Ravno obratno kot pri nas. Tako da to je koncept te tako imenovane razvite. Tle imam eno repliko oziroma bi dodatek. Bil sem 4-krat v Indiji, ne? In bil sem tudi v Varanasiju. Sveto mesto, eno najstarejših mest na zemlji, znano je potem, da tam v pričo vseh prisotnih gorijo grmade z umirajočimi, ne? In kako bi rekel, želja večine hindujcev, če ne skoraj vseh, je v tem, da bi njihovi svojci bili pokopani oziroma zažgani v Varanasiju, ne? In pol vrženi v. Ja, in tle vidiš, pač ni to pravilo, da zdaj veš pa kar vsi Indijci. Nekateri so zelo pomirjeni, ko gledajo, mislim, poznamo pa zgodbe žensko, ki je skočila grmado za moža. To je pa njih dostikrat zelo obvezno. Ja, zdaj odvisen, iz kje prihaja. Da ne več, ne, ampak včasih je bilo tako. No. To je bila včasih kultura v Indiji, da so ženske potem šle zraven. Res je. Jih ni čakala dobra usoda. Ja, no, ampak ne bomo zdaj v tem, ker je pred nami nova knjiga, srčkana knjiga, mila knjiga, nežna knjiga, ki nas uči z najbolj nežnimi besedami, podobami in imenitnimi ilustracijami Dane Terzič, kaj je pravo sočutje. Mi, tako kot si ti rekel, Žiga, ne? Še to, a boš šel, pa kar naprej bi bili v neki akciji, svetovali bi, pa ta nasvet, pa nasvet, nekdo, ki je pa hudo bolan, ki ga boli in tako naprej, si pa želi samo prisotnost, ne? In lepo te prosim, če to knjigo od naše prijateljice, tudi zdravnice Jasne Stošič, ki je s teboj integrativno medicino, a ne, postavljala in živela, da bi bila medicina celostna. Jaz sem tudi zdaj na sestanke prišla, ker se mi zdi, da je to fantastično gibanje in zdaj čas integrativne medicine, ne bo več šlo tako inženirsko naprej. No, in te prosim, če nam prebereš konec
tele njene. To ni pravljica, to je čista resnica, samo živalce igrajo naše vloge. Te prelepe knjige, ki je danes še po prednaročniški ceni 15 €, če bo tole Božiček prinesel tega ježka, odrasli osebi, otroku, umirajoči, komurkoli, bo naredil veliko dobrega. Prosim. Z veseljem bom prebral. Medtem ko gozdne živali premlevajo, kaj vse bi moral jež Brinko v svojem življenju spremeniti, kam bi se moral preseliti, kaj jesti in kaj početi, da bi bil zdrav, pride na rob jase, kjer skrit pod praprotjo ždi Brinko, majhna srnica Lučka. Čeprav izpod praproti kukajo le 3 Brinkove bodice, srnica Lučka začuti, da nekaj ni v redu. Previdno se približa, smrčkom odgrne list in zagleda ježa, zvitega v bolečinah. Tiho, spoštljivo postoji pred bodičasto kepico, iz katere se tu in tam zasliši globok vzdih. Te hudo boli? Nežno vpraša. Brinko presenečeno na široko odpre oči. Zdelo se mu je namreč, da bo manj bolelo, če bo mižal. Pogleda malo krhko bitjece, ki še samo komaj zna hoditi, in solznimi očmi prikima. Srnica Lučka ne reče ničesar. Uleže se k njemu na mehko travo. Previdno se stisne k nežnemu ježku in položi svoj vlažni smrček čisto zraven njegovega. Srnin dih in von sveže pokošene trave božata Brinkovi nosnici, medtem ko varno počiva v toplem objemu kot majhen ptiček v gnezdu iz puha. Ježek posluša Lučkino spokojno dihanje in enakomeren, pomirjujoč utrip njenega srca. Ob vsakem tik in tak se mu zazdi, kot bi nekaj težkega odteklo iz njega. Čuti, kako se njegove bodice, sprednje in zadnje tačke, trup, smrček in krempeljčki drug za drugim počasi sproščajo. Šumenje potoka ob jasi se vedno bolj oddaljuje, ko se še tesneje privije v Lučkin kožuh. Njegove veke se mehko zaprejo in usta se mu razlezajo v nasmešek, ko utone v sladek sen. Hvala lepa. Hvala lepa. To je res ena najlepših knjigic tudi na otip. Tako kot so bile knjige v starih časih. Mehke, z kartona, vse. In potem so otroke rastu, knjiga je bila vse bolj obrabljena in je dobila eno patino, neke dragocenosti. In potem so naši otroci podedovali čisto zguljeno rdečo kapico in zguljene knjige. Te polivinilaste današnje, veste, sploh nimajo tega čara, tega dotika. Tako da tudi zato je ta knjiga nekaj povsem posebnega in jo res iz srca in toplo priporočam. Tako zelo, da upam, da bo v založbah malo ponatisnjena, ker je res vredna. Zdaj pa tebe še da vprašam, draga Urška Lunder, v tej knjigi govoriš o mnogih rečeh in meni je bilo zelo všeč, kako poudarjaš, kako pomembna je umetnost, kako pomembna je lepota, kako pomembno je, da ta, ki spremlja umirajočega, da je ta notranje bogat človek, da ima veliko zaloge, da ima temu drugemu kaj dati. In ta tvoj smisel za lepoto in hrepenenje po lepoti in poeziji in vsem tem je iz tebe tudi naredil tisto spremljevalko, po kateri so mnogi umirajoči povpraševali in hrepeneli. Če nam še malo položiš na srce, kako pomembno je, da se hranimo s tem lepim, svetlobo in ker bomo potem lahko dali to. Ne more človek dati tega, česar nima in kar ni. Zdaj sem
tudi pred kratkim bivala pri eni svojki pravzaprav, ki je povedala ob hudih bolečinah, kako zelo je težko, če je razmetan okrog nje. Prav smešno slišati. Je nič, ta moja prijateljica, pardon, je pri meni ležala, rekla, mamca, meni je tako lepo pri tebi, ker jaz rabim zdaj red. Mene vznemirja haos pa razmetan. Ti imaš pa še čeveljčke lepo v poličko pospravljene. Nekaj ležala in to je izjemno pomembno. Oprosti, ker sem te prekinila, oprosti, ampak se mi zdi zelo važno, da se zavedamo, kako je potreben red. In je fajn, če ga imamo že prej, še predno umremo, a ne? Sej niso vsi ljudje enaki, imamo različne potrebe, po kateri lepoti hrepenimo. No, zato mojo sorodnico lahko rečem, ker je tudi oblikovalka po poklicu, je bilo izrednega pomena, kako so stvari, da jih ni preveč, da je muca zadovoljna, da jo skozi lahko vidi, ker je tako lepa, da jo lahko dotakne. Lepote so razne, tudi v tipanju, tudi v intenziteti zvoka, tudi v slikah, ki jih imamo, to vemo, zakaj jih torej imamo, ne? Ja. Tukaj je sploh krasna slika, žal se ne vidi, čist na dnu bo dobro pogledati en tak lep, spokojen obraz s trepalnicami, ja, umirajočega ali pa že umrlega. In najti to lepoto tudi v umirajočem, sem pa res zelo bila začudena velikrat, kako veliko umirajočemu to pomeni. Da tudi sam, ko se tako zelo spreminja ob bolezni in do konca življenja pač zares izgubi ves prejšnji izraz in obliko in kilograme in lase in karkoli še hočemo reči, pa da mi, ki smo okrog, znamo zagledati lepoto v človeku, kljub vsemu temu, kar na vides na zunaj ni več, se pa zbuja neko, ne vem, neizmerno ravno to, kar si tudi ti, Žiga, prej povedal, da se na nek način sprostijo umirajoči in je vse prav in je vse milo, ne? In meni se zdi to, jih naredi lepe, jih naredi, obrazi so mili, ko sprejemajo življenje absolutno brezpogojno, tako kot je ena sama lepota na njih. Pa če naj bo še tako hudo s protezo ali z ne vem s čem, je lepo v očeh, v neki razsežnosti obraza, v neki milini glasu in ta lepota, da jo tudi mi zaznavamo, se mi zdi, jih tudi zelo sreči, jih tudi zelo navdihne, jih tudi sprosti, ne? Tako se spomnim, če sem opazila pri kakšni gospe v bolnici, kako ima lepe roke, kako je odlegli, kar drugačna je bila, ali pa čist majhne stvari, kako si je postrigel brke, kakšen gospod. Kako je bil srečen, nič tacga. Ja. Tako da lepota ima razne obraze. Ja. Ja, hvala, Žiga, kima Ja, tukaj. jaz kimam zato, ker se počutim nagovorjenega in bi tudi delil eno zgodbo. Nisem Zaradi si mislil... brkov. Kako? Zaradi brkov. A ne zaradi brkov, ne, a ja, moji taki arhaični. Ja, ja točno to, kar praviš, a ne. Sicer je tako s to lepoto, treba jo znati videti tudi, ne. Nekatere ljudi toliko groza, a ne, smrti, da niso zmožni. Ne id, ne, zadržujemo, ne id, samo umret, ne, vse bomo zrihtali, ne. Težko je vedeti, kdaj je čas, ne. On pa ve, ne, treba je sam prostor pripraviti. Zdaj pa jaz sem imel tudi letos, a ne, sem v žalovanju, ker je umrl moj učitelj igre, ki je bil tudi moj duhovni oče, lahko rečem. Moj soigralec. In poznaš ga, in soigralec, in generacija sta praktično, ne, to je Janez Vajovc, ne. Manj znan, ker mi je zelo specifično karierno pot, tudi v Ameriki bo veliko, od Strasburga se je učil, hollywoodska igra, nek tip igre, ki ni toliko znan temu prostoru, Ampak imeniten. ker je reprodukcija lastne izkušnje, ker je zelo zares. To, ki je zares, da ljudje, ja, vse to pa ni igra, rečejo. Seveda ne. Tako mora biti narejen, da zgleda, da ni igra, ne. Zato gre, ne. To je mene zanimalo vedno, se pravi čutni spomin, dobro, ampak danes to ni tema. Rad bi povedal, kako sem se jaz poslovil od njega. Povej. Se pravi rak, pankreas, ne. Še zelo dolg pankreas, trebušna slinavka, pravijo, da je najbolj neizprosen rak, da skoraj ni pomoči, ne.
Je pa celo 2 leti pa pol z diagnozo še živel, pa šlo na jetra, ne. In vedno sva govorila ne o tem, a ne, samo rekel mi je dvakrat, takrat sem vedel, da resno misel, ker je bil to zelo dostojanstven človek. Rekel je, Žiga, čist meni grede. Na koncu govorila sva nekaj v igri, ker sva se dostikrat slišala, posvetovala karkoli. Praktično on je režiral vse moje predstave, no, čistko. Je rekel, veš, mene ni strah, tu če treba umreti. Tako, kakor se zdaj le menimo. Jaz sem ustal brez teksta. Jana, skva ti govoriš? Nisem vedel, kaj ne rečem, ker vse, kar bi rekel, bi bilo neumen. Ne? Aha, prav, ne? Pa za joku mal, ne vem. No in pol se je vse začelo zelo hitro dogajati. Bila je še celo neka zadnjo obupan poskus neke akcije, mogoče poznate dr. Nela Sršen v Italiji, ki se ukvarja prav z bolniki z rakom na jetrih, se mi zdi. Sicer in ona je zadnja rešilna bilka v tem smislu tudi zaradi njenega odnosa do pacientov, ki je zelo človeški, ne. In tudi če prideš, pa je za človeka prepozno, ljudje rečejo dostikrat, da imajo občutek, da niso šli za manj, samo da so njo spoznali. To je ena sama ljubezen in tudi velika intelektualka in znanstvenica, a ne. No, to je bil en poskus, ampak v bistvu je bilo vprašanje dni, a ne. Pri njemu to se pol ni zgodilo, ker je bil že prešvoh. Jaz isto sem bil v Zagrebu, isto neke vaje za nek film, ne. In to, vedel sem, da moram k njemu, pa vedno je malo strah, a ne, vedno je malo, vse, veš, da moraš nekam iti, ampak malo strah, na kaj boš naletel, ker ga dolgo nisem videl. In to je bilo fascinantno, jaz sem dal tiste dokumente na meji in čim sem stopil z Hrvaške v Slovenijo, so se ulile solze, ki se niso ustavile do Ljubljane. Sploh, ker en ta mislim, ne simbolna, Čiščenje, ja. Čist v en drug razpoloženje sem padel. In v pričakovanju, ne, ker da bi vedel, da v zadnjič, ne, ker dejansko, ne, in ravno to, kar je Urška zdaj govorila, ne, pridem poln pričakovanja, strahu, prvi štuk, nikoli nisem bil gor v njegovi hiši, vedno smo bili v kleti, kjer smo imeli vaje. Smo imeli to pač ustvarjalno zatočišče, kreativno, gor pa so bile spalnice, pa tako in je bil v eni sobi. In jaz sem rekel, Žiga, priprav se, moraš biti zdržal, moraš, ne, tako ker imamo tudi, ne smeš jokati, pa, mislim, pa to so jajca, ne, mislim, kaj ne smeš jokati, zakaj pa ne. Jaz, ko sem ga videl, z mene se je kar ulil, masko sem imel, žena je zdravnica, dela na onkologiji, ne, sestra tam. In jaz si nisem mogel pomagati. Jaz ga vidim, ko on se je tako lepo nasmejal. Mislim, to je bilo angelsko in on je bil konkreten možak, kar se veš, ja, neskoka kavaca, ne, Boris, ne, konkreten. In mačkan, še vedno lepe roke, tako kot so imela, to sem opazil, pa prej, dokler je bil kemoterapijo, je imel pobrito glavo, ne, je imel pa tako lepe sive, on prav izjemno lepe močne lase in oni so mu zrasle nazaj. In je bil tako, kot z drugega sveta, z uno frizuro, mačkan rumen, ker so jetra bila že fuča, ne. In tisti nasmešek, ki ga je on meni dal, pa s tistimi, jaz to ne znam opisati. Jaz sem rekel, sam Janez, koliko si lep, ne. In sem ga prijel za obe roke in on me je prijel in me ni spustil. In jaz bi bil tam neskončno dolg, verjemte mi, neskončno dolg, dokler ni prišla žena, pa rekel, da ti Žiga, si vas mokr, no, vsekam se mal, ne, ga je nekaj hranila, tudi kaj mislila bolj, da ona more, no, tak je bil moj občutek, ampak okej, to je treba respektirati, ne. In potem sem z bratom govoril istem, Andrejem, ne, ker je filozof, dela na RTV in tako, Janez je bil drugače zobni tehnik, ni živo od tega, ne, specifična pot. In sva tam bila kako uro, no in na koncu še enkrat nasmešek. Rekel, zate pa ima na rezervi, rekel, ponavadi pridajo takole se posloviti, samo ima na zračuna, ne, nasmešek na eno osebo, ne. Tebi se je pa kar dvakrat nasmejal, se mi je fajn zdel, ne. In sem ga še zadnjič za roko prijel in sem rekel, Janez, metoda, ne, se pravi igralska metoda našega studija, bratov Vajevec, ki je aktivno že od leta 80, ne, to kreativci vejo, ne. In sem samo rekel, Janez, metoda gre naprej, ne. In ne bom pozabil tega stiska roke. Stisek roke, ki je dal meni en občutek, da je seveda tudi moja odgovornost, da se to zgodi, ne. In sem sam rekel, ne bomo ti delali sramote, ne. Njegovi študenti in sem ga zadnjič videl in lepo šel in to seveda človek nosi s sabo in to je tisto, kar rečemo, človek je miren v sebi zaradi tega, ne. Zdaj pa ne vem, če bo tem, ampak mi je
zdaj v glavo skočili ravno te časi covida, tega, koliko ljudi ne, ni imel pravice videti svoje svojce v najbolj ključnem trenutku ne, življenja, se pravi videti ljubega človeka in koliko je to pomembno. Ne. Zato pa je bila akcija ne, slovenskega društva Hospic, Tako. pravica do slovesa, če ste videli, mogoče plehate pa to. Zdaj smo pa tako lepo povedali o lepih slovesih, da lepo prosim našega violinista Roka, da nam za slovo zaigra eno skladbo. Vas pa vabim toplo že na decembrsko srečanje, kjer bomo zaključili to sezono v Švicariji z vizijo drugačne družbe in drugačnega sveta. Torej, z nami bo Sonja Klopčič, ki je napisala knjigo Na valovih zavesti, in Filip, ki ima inštitut, poglejte na stričku v Googlu, danes je nov dan in ta inštitut ima vrednote, prva točka, in v prvi točki piše, ni naša vrednota povečati družben bruto produkt, ampak veselje do življenja. In zato smo tukaj in zato imamo ta srečanja v Švicariji in tudi mi smo pravzaprav širili veselje do življenja in dragi Rok, za nasvidenje eno veselo.
Hvala lepa, spoštovani in dragi Rok, hvala lepa, Urška, hvala lepa, Žiga, hvala vam. Zdaj pa Ježek vas kliče, jaz imam te še male ježke, če ga kdo še nima za spomin. Hvala lepa in nasvidenje v drugo nedeljo v decembru.